lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o vinu, vinski kulturi, vinskih okusih, sortah vina in še o čem. Tukaj na Kidričevi v Kopru smo namreč nedavno dobili novega soseda, ki je odprl trgovino Buteljka, brez J, v kateri lahko najdete kar nekaj leteh buteljk, seveda. Lenart Černelič, lepo pozdravljen. Čau. Kaj te je privedlo do tega, da imamo, kot sam praviš, prvo vinsko trgovino v Kopru? No, če ne prvo, pa vsaj trenutno edino, no. Trenutno edino, malenkost bolj zanimivo, se imamo Vina Koper, še seveda pa pač vsi vinarji naokolo, ampak ni pa nič nekaj centraliziranega in ne vem, jaz sem se pred časom vprašal pač, kaj bi rad počel, pa v čem sem dober in glede na to, da sem se vino že kar nekaj časa posvečal, je imelo nekak smisla in pač lokacija in vse skupaj se je poklopilo, tako da sem se zelo na hitro odločil, spravil vse skupaj in v 2 mesecih od ideje do odpiranja. Wow, torej povezave, veze s temi svetovnimi vinarji si imel že od prej, ker 2 meseca je malo časa. Mislim, ja, se pravim, jaz sem že dolgo v tem, jaz sem od 2014, da sem resno v vinskem svetu, pač prvih 9-10 let je bilo v Londonu oziroma v tujini, pa še zadnje 2 leti tu v Ljubljani in pač ja, poznam, mislim, moj največji problem je, ker dejansko poznam več tujcev kot Slovencev. V Sloveniji sem se mogel na novo naučiti, kar se tiče vina, medtem ko pač za tujino mi je v bistvu veliko lažje, no. Kako pa si prišel v London? Kaj te prav želja po spoznavanju vina te je že vodila tja? Ne. Mislim, jaz sem živel v Kopru prej in potem takrat Slovenija je bila malo v krču, oziroma jaz sem se tako počutil sem se malo ujetega, pa da ne vem, da se ne da nič prav napredovati. Jaz sem pa človek, ki je željen zmeri nekega novega znanja, pa ne vem, tako da nisi na enem mestu non-stop. In pač je padla ideja, da bi šel v tujino in pač nemško ne govorim, francosko bolj tako, Anglija ima smisel in pač na podoben način kot Buteljka je bilo isto v enem mesecu od ideje do tega, da sem spakiral kufer in bil na letalo, no. To je bilo, seveda, govoriva zdaj o Angliji, preden so začeli govoriti o Brexitu, verjetno. Ja, 2014, takrat je bilo super gori. Da je bil Brexit 2017, nekaj tasga. Se še spomnim solz vseh, ko so zvedeli, da so potrdili referendum. Ja, sam nisi nič jokal, nekako težje je biti član Evropske unije zdaj v Londonu, ali? Pa ne vem, mislim. Te ni to prignalo nazaj? Jaz se nikoli ne obremenjujem s stvarmi nekako izven mene, pač na sebe se moramo osredotočiti, če me bojo vrgli ven, bom pač šel nekam drugam, mislim. Kaj bom zdaj premišljal 100 let, kaj prav, pa kaj ni, pa ne vem. No in odločil si se prav kaj za London, pristal si na letališču in si rekel, mogoče si moram najti kako stanovanje. Ja, to ni tako lahko bilo, kot se sliši. V bistvu prve 3 mesece sem po hostlih živel, ker nisem niti dovolj denarja imel takrat in v bistvu sem si lahko plačal hostel za en teden naprej, dokler ni naslednja plača prišla in potem sem se vsak teden preseljeval s temi kufri, tako da je kar trajalo, da sem našparal dovolj, da sem lahko, pa ne stanovanje, ne. V Londonu stanovanje imeti, ker moraš kar dobro služiti. To se gre za sobo, ki si jo deliš z ljudmi, no, tako da ja, pač greš in kaj, nimaš kaj. Kdaj pa je potem v igro prišlo vino? Zelo hitro. Dobil sem službo v enem private members clubu, se pravi, to je kot za elito, varianta hotel, kjer imajo noter spa, pa bazene, pa sobe, pa take stvari in pač tudi restauracije. In pač prednost teh members klubov je, da niso za profit, niso to firme, ki morajo ustvarjati gromozanske denarje. Še vseeno pa dosti dobro delajo, da lahko potem ta denar vložijo v zaposlene. In ta moja firma je vlagala ogromno v to. Sploh, če si pač pokazal kakršnekoli znanje, tako da sem imel v bistvu oni... Pa si imel že kaj predznanja mogoče?
Mislim, gostinsko šolo ali Ne, kaj, ne, to neč. Mislim, delal sem tle dolgo leta, firmo sem imel tudi z Venti, ampak kar se vine tiče, praktično nič. Mislim, Potter je imel vinograd, ampak to je ono. Dober začetek. Ja. Ni to, da ga ne bomo žalo preveč, ampak ni to bilo neka zdaj vrhunska proizvodnja. No. V glavnem, ja, no, in so oni pol vlagali v nas in sem pač šel na te WSET, se pravi Wine Spirit Education Trust, in sem v letu pa pol 3 levele naredil in pa sem rekel, ok, vino je to. To pomeni, da si že dosegel stopnjo someljeja ali kako grejo te stopnje? Ne še čisto. Čisto iskreno ne vem, kako te slovenske stvari funkcionirajo. Kolikor jih vidim na ven, se ne strinjam čisto, ker za moje pojme someljej si samo, če delaš dejansko v restavraciji. Jaz nisem več someljej. Bil sem, ko sem delal v sketchu v Londonu, tako da, ampak... To je bilo potem, ko si bil v tem privatnem klubu. Sem veliko stvari delal. Ampak takrat se je torej očitno začela ta ljubezen do vina, ker si verjetno tudi takrat lahko stregal dobra vina. Ja, mislim, v tem klubu niti ne toliko, pač so bile neke zanimive stvari, ampak recimo imam zdaj bolj impresivno karto tu, kot je bila tam, medtem ko zatem sem delal pa v tem sketchu, ki je pa danes 3 mišelinska zvezdica. To je restauracija. V Londonu? V Londonu zraven Oxford Circusa. Poglejte si. Od zunaj večina. Ne, od znotraj. To je pa nekaj toliko impresivnega in kreativnega, kaj v tem prostoru delajo. Da mogoče ste kdaj slišali, da se ljudje pri nekih jajčkih slikajo. Tam so WC-je v obliki jajčk. Izgledajo kot kaj so že vesoljci, no. Aha. Glavnem. Ampak tle smo imeli recimo 1300 etiket na karti od 1918 pa do malo mlajših vin. No. Pa je res nekaj v tem, da so stara vina dobra? Tako kot ljudje. Kakor kateri? Jaz dostikrat rečem, v Poteljki delam tudi tastinge in jaz zmeri probam razlagati vino preko analogij. Ena mojih najljubših je, da je vino tako kot človek. Isto ima življenjsko pot. Najprej se rodi, je dojenček, ni li zanimiv, ampak je zabaven. Imaš tako kot mlado vino, recimo. Ne? In potem se začne razvijati, začne določene zgodbe, prigode se mu dogajati in rata bolj in bolj zanimiv. Ampak to ne traja zavedno. V eni točki začneš stagnirati in potem začneš padati dol, tako kot človek. Tako da ni pa to isto za vsakega. Recimo, sploh dame se znajo lepo poistovetiti s tem, če jim rečem Brad Pitt pri 18 ali pa Brad Pitt pri 60. Še vedno je blond. Ja, pa mogoče se ni tako dobro postaro. Medtem ko je George Clooney, recimo, pa se kar ne neha mlad zgledati. In vina je podobno. Pač so določene vine, ki bojo se ful lepo starale, pa bojo ful zanimiva, pa karizmatična še na stara leta. Medtem ko ena pač niso namenjena za to. In hvala Bogu, pač ne moramo samo stare vine piti. Pač moramo eksperimentirati pa vsega probavati. No. Pa verjetno je tudi treba za stara vina kaj posebno skrbeti, jih obračati na določen čas? Zdaj, na to si tudi delal ali si bolj... Ja, tam, kar se tiče skrbi za klet, je kar intenzivno delo. Vsak dan vsaj 2 ure si mogel biti noter, pa ti je zmanjkalo časa. Ampak ni toliko zahtevno, kot bi si mislil. Zaradi tega, ker dolgo so nas učili, da mora recimo vino biti leže, zaradi tega, da se ne suši čep, ampak zdaj smo tudi dokazali, so bile neke raziskave narejene, da dejansko nima to nobenega vpliva, da lahko vino normalno stoji. Kar je najbolj pomembno, je to, da je konstantna temperatura, da ne niha preveč. Zdaj, če 2-3 stopinje ni problema, ampak če bi bilo pa, ne vem, na tedenski bazi 10 stopinj plus pa minus, to je pa zelo slabo za vino in se lahko zelo hitro pokvari. No? Pa seveda v steklenki, ker če gremo do vinotočev, ga pogosto damo v plastenko, to je verjetno najslabše za vino. Mislim, ja pa ne bo se staralo, ker je pač kisik ne prehaja noter. V steklenici je boljš, definitivno je narejena za to, da zdrži čas, no? Ampak
tudi vina je odvisno, kako se bo staralo. Zdaj, vino, ki ima ful taninov, ful alkohola, ki ima dosti kisline, lahko dlje zdrži kot pa eno vino, ki tega nima. Ker ima tanini pa alkohol tanini so antioksidanti, alkohol je prezervativ, ne, pač viski se ne pokvari, ne, ker ima visok alkohol, pač isto je pri vinih, tiste z višjim alkoholom načeloma dlje zdržijo. Tako da veliko stvari gre v to. Pač smo imeli tudi, sem omenil 1918, pač smo pili en Bordeaux 1918, ki je bil katastrofa. Pač, ne vem, če smo pol kozarca spili, pa smo ga vrgli proč. Prva flaša, vredna, par jurjev. Ampak je bil napiten, pač sorry, ni zdržal. Medtem ko, ne vem, šampanc ljudje reče, da ne smeš starega piti. Mi smo pili enega podrožeja iz 52 leta, kot da bi ga včeraj dal flašo. Pač odvisno od vina. Ne moreš ni Ampak prav od sorte, od proizvajalca ali pač tudi vsega. In od letnika, in od sreče, in od tega, da ne vem, lahko imaš tudi 2 zaboja vina, pa je 11 flaš je mim, pak ena je pa božanska. Pač to je šarm vina. Nikoli ne veš, kaj dobiš. Malo je igra na srečo. Ko si že omenil viski, ne? Viski včasih namerno staramo ali tudi vina včasih namerno staramo? Ja, normalno. Mislim, sej sodi so recimo zadnje cajte precej bariki, no? So precej v modi in point sodov je, da pospešiš staranje zaradi tega, da je vino prej pitno. Recimo Italijani so imeli te barolote, ki so jih v 70-ih, 80-ih so jih starali samo v 1000-litrskih ali 800-litrskih ogromnih sodih in si mogel 20 let čakati, da je bilo vino sploh pitno, ker je bilo toliko grenko, toliko tanino je bilo, da pač ni bilo za nikamor. Tako da recimo ta vina so se mogla starati, da so sploh prišla do točke, da so bila pitna. No. Zdaj tako, da bi pa pač namenoma vino staral zaradi vrednosti, se pa tudi to delam, ampak ja, nisem lih podpornik tega. Vino je za pit, zakaj bi ga naj ga čuvati predolgo. Ja, slišala sem tudi že od nekoga, ki se je učil za someljeja, da ja, potrebno je piti v bistvu to letošnji, lanski, v bistvu letnik. Vsako vino je za drugo priložnost. Ne moreš, ni enega pravila. Evo, moj slogan je Uncork your mind, ne? Pač lih point tega. Odčepi svoj Recimo, ne znam slovenščino prevesti, drugače bi, če bi se dobro slišali. Ampak point je, da preveč smo ozkogledni včasih, pa vsi imamo eno vizijo za nekaj. Pač ni to point. Ne vem, če greva midva zdaj na Jadrnico, v Karibe, pač ne bomo rdečega vina pila, pa bomo pila Magnum Roseja, ker pač se to takrat pije. Pa hočemo, da je mlad, ne bomo nekaj starega vina pila. Medtem, če gremo v Mišelinko, pa imamo nek ful kompleksen meni pred sabo, bomo verjetno izbrala nekaj malo bolj resnega, nekaj malo bolj kompleksnosti. Ne? Da, ko rečeš resnega, kaj točno misliš s tem? Kot težjega, polnejšega okusa? Ali... Pač ja, pa verjetno tudi bolj vrednega, ne? Nekaj, kar je bilo veliko več dela vloženega noter, pa tako naprej. Dostikrat se v ceni pogovarjamo o vinih, pa ljudje pravijo, pa ne bi jaz nikoli tako dal za vino. Pač ne daj. Če ne veš, zakaj daješ, ni potrebe. Ampak recimo, ne vem, jaz ne hodim veliko ven, ampak če grem ven, jaz vem, da sem pripravljen vsaj 100 evrov dati za flašo, zaradi tega, ker vem, zakaj. Medtem, ko ne vem, moja mama ne vem, če bi v življenju hotela dati kaj takega, ne? In prav, da ne. Ja, Bog ve, kaj si je mislila, ko si je rekel, ja, šel sem ven, 100 evrov sem zagonil, ja. Samo za alkohol. Ponovadi je za vino daš več, kot za hrano na koncu. Ja, no. Zdaj pa se še malo vrniti k tvoji zgodbi. Se pravi, bil si potem pozabila sem Sketchu? Skica. Koliko časa si potem delal pri njih? Zakaj si odšel od njih, recimo? Tako, se pravi, bil sem malo več kot 1 leto. Mogel bi biti še precej dlje, ker v bistvu sem dobil takrat ponudbo, da bi bil kot head sommelier tam. Ampak head sommelier v Sketchu še vedno si imel nad sabo vinskega direktorja, ki je imel kontrolo nad celotno vinsko karto in vse. Meni to ni delovalo zanimiv poklic na nek način. Pač Mišelinka je trdo delal. Tam smo delali po 15-16 ur na dan.
7 na v nogah tednu. si skozi. Pač fizičnega dela ni toliko veliko. Ti imaš tiste 2 ure v kleti, pa imaš 1 uro za kosilo, 1 uro za večerjo, druga pa sam stojiš v kotu in dotakaš. In je zelo psihično naporno. Če imaš kakšnega milijonarja, ki smo jih na par imeli, on je do 4 zjutraj tam in ti ga moraš čakati. In to res ni za vsakega. No? To pa tako, kot sem rekel, hotel sem pač napredovati in tam sem se počutil, da se lahko pač odprem ogromno fantastičnih flaš, ampak ne dobim pa nobenega poslovnega znanja, nič takega. In sem šel naprej potem v eno skupino restauracij, M-Restaurants, kjer sem pa v bistvu jaz bil ta vinski direktor. To je še vedno v Londonu? Še vedno se v Londonu. Tam sem imel prek 3 restauracije in pač vino za njih in pa en wine shop, tudi se pravi vinska trgovina. Tudi zaradi tega se mi recimo buteljka ni me bilo strah toliko odpreti, ker imam to predznanje tam. No? In pač ideja, želja, zakaj sem šel sem, je bilo lih to, ker pač novo znanje, veliko smo se naučili, pa podjetje je bilo, takrat, ko sem jaz prišel zraven, mislim, da je bilo manj kot 1 leto staro in jaz se zelo dobro znajdem v takih start-up razmišljanjih, no? Ker je veliko pritiska, vse je malo bolj divje, pa hitro se stvari odvijajo. Jaz ne maram, pač tle sem bil, v tej firmi sem pol bil dobre 3 leta, pol so nas pa eni kupili, ena ogromna firma in pol se je pa začela ta korporativna struktura. In jaz sem šel iz tega, da sem direktno z CEO-om komuniciral, do tega, da sem imel 6 različnih šefov, ki noben ni vedel, zakaj se gre. In so odločitve, ki so prej trajale par sekund, zdaj trajale mesece. In to ni za mene. Pač jaz sem rad agilen, hiter, da se stvari hitro zgodijo, no, pa odvijajo. Torej si potem spet zamenjal, si se potem že vrnil? Ne, še. Ne še? Še je bila ena vmes. Mislim, želja je bila skozi se vrniti drugače v Slovenijo. Ampak da jih malo ne znam na lepo reči, pograjam. No? In ljudje niso dali intervjuja v Sloveniji, pač zaradi tega, ker niso vedeli, kakšne izkušnje imam, kakšne znanje imam. Kot razgovor za službo, misliš? Ja. In pač nisem imel za kaj nazaj hoditi. Tako da me je še ena postajanka vmes čakala in to je bil pa otok Guernsey. Guernsey je en izmed teh kanalnih otokov med Francijo pa med Anglijo, ki je na pol svoje države, sem v bistvu ni. Tam me je pa povleklo to, ker je bil pa en tak, to je otok 60,000 ljudi. In so zelo omejeni s tem, kaj imajo na voljo. Pač. Ne vem, vina tam, oni so pili res tiste najcenejše možne stvari. In jaz sem prišel tam prevzeti eno restauracijo, ki so imeli željo biti dobri v vinih. In meni je bilo to zanimivo, ker me je pač, treba je naučiti ljudi ceniti nekaj druga, nekaj, kar niso navajeni. Mogoče tudi jih spravi do tega, da 5 evrov več dajo za vino, kot bi ponovadi. In sem prišel, so pač pili Sivipino iz Italije, pač iz trgovine, po domače povedano. Po 2 letih in pol, ko sem pa prišel nazaj končno v Slovenijo, so pa pili madžarska, gruzijska, slovenska vina in je bil kar dober feeling. Si potem prišel direktno Hani Roš v Slovenijo? Ja. No, prej, ko so se pogovarjali, da nisem dobil razgovorov drugje. Pranje je bilo pa tako, da njen razgovor je trajal 10 minut. In smo se zelo na hitro ujela in v bistvu začela takoj delati tem še, ko sem jaz delal drug job. To se nismo v bistvu v pogodbi pogovarjali, često ker nisem bil v Sloveniji, pa smo delali skupaj. Pač kemija je bila takoj, no? In smo se ful ujeli, pač ona je cenila nekoga, ki ima malo mednarodne izkušnje, pa zna malo drugače gledati na stvari. Jaz sem pa tudi cenil, da sem lahko nekam, mislim, delati z njo je fantastično, to je ena izmed najbolj kreativnih oseb, ki jih jaz poznam, ampak pač ja, cenil sem to, da sem v okolju, kjer lahko spet kreativno razmišljam, pa sem agilen, pa hiter, pa stvari se odvijajo iz danes na jutri. Pa si mogel spet čakati v kotu? Ne, ni bilo tako več. Fajn je bilo, res je bilo, delati z njo je bilo super. Pač
To si bil v tej originalni, njeni ta prvi restavraciji, ali kje? Ne, jaz sem v bistvu prevzel, najprej smo probali zrihtati ta projekt v Savudri, ki je padel v vodo, potem sem pa ta ljubljanski projekt jaz odprl. Ta restauracijo smo odprli 12. oktobra 23. In ja, no, pravim, to je odpirati nekaj na novo je zelo zabavno, ker pač sploh za mene, ker me toliko časa ni bilo v Sloveniji, se naučiti so zakonodajo na novo in res sem prevzel vse od kadrovskih stvari, pogodb, do pač programa vinskega, učiti na tak, kar je zaposlovati vse in je bilo ogromno spet novega znanja, no, ki se pravim, to je tisto, kar mene žene, pa me nekako veseli, no. Pa verjetno tam nisi imel problemov z natakarji, povsod govorijo, kako je problem z dobrim gostinskim osebjem, ampak ja, tudi tam? Tudi pri nas, zaradi tega, ker mislim, ljudje niso pripravljeni več delati, tako kot je bilo včasih, no. Kot na splošno ali v gostinstvu? Ne morem za druge stvari soditi, za gostinstvo lahko, pač ker vidim, ampak ne vem, tudi jaz sem opazil, kadarkoli je prišel kjer, ki je bil izobražen gostinec ali pa z veliko izkušnjam, se ni pasel k nam noter. In v bistvu smo se mi veliko bolj fokusirali na mlade, nepreverjene, pač jaz zmeraj zapošljujem ljudi, glede na karakter, ne pa na znanje. Pač, ker znanje te lahko naučim nositi pladenj, pa nositi krožnike, pa kako govoriti, te raje naučim, kot pa da te moram prenaučiti slabe navade, ki si se jih naučil drugje. Plus tega, da te, ki drugje pridejo, ogromno jih ne zaupa, pač ker imajo slabe šefe odprej in kakorkoli in je pol zelo težko kredibilnost ustvariti in pač kulturo. Mislim, meni je bilo zelo pomembno, da se in zelo dobro razumemo kot ekipa, zaradi tega, ker če ne dihaš skupaj, če nisi nasmejan, pol se tudi gosti ne morejo dobro počutiti, no, in to mi je bil cilj, da imamo dobro klimo v ekipi, no. Ampak potem si rekel, ne, še nekaj novega hočem. Ja, mislim, pa to se zdaj sliši res, kot da jaz non-stop skačem z enega na drugega konc. Ampak ja, dejansko jaz, ne vem, začutil sem, da je čas iti na svoje. Ponudila se je priložnost, pač jaz živim v Kopru, jaz obožujem Koper tle in se res dobro počutim in to je bilo spet let, to je bilo delo v Ljubljani 5x6 na teden. Ne vem, hotel sem biti tle. Vozil si se v Ljubljano iz Kopra. Non-stop, ja. Sej uživam v vožnji tudi, ampak pač nič nisem imel od življenja v Kopru, no, in pač gremo tudi v letih počasi gore, treba kakšne korenine počasi postaviti, pa tako naprej. In ja, buteljka je bila možnost, da to naredim. Pa recimo, kako si se odločil, kaj zdaj dati v buteljko? Ko si recimo, ker možnosti je seveda ogromno, sploh glede na to, da imaš mednarodne izkušnje in veze, kako si se odločil, kaj dati v buteljko? Ker naprimer, ne vem, samo gruzijskih vin obstaja 300 sort. Ne, v Sloveniji imamo teh 30 nekaj, tako da po kakšni logiki si šel? Mislim, vizija za buteljko je tak. Jaz sem tukaj za lokalce, živeti moram pod turistov, to je logično. Zato je tudi ideja za izbor vin je pol-pol. Pol imam mednarodnih vin, pol imam slovenskih vin. In ideja je, da pač ta mednarodna vina so bolj za nas, lokalce, da se naučimo kaj drugega probati, oziroma jaz zmeraj rečem, fajn je misliti, da si dober, še boljše pa vedeti, da si dober. In če hočeš vedeti, da si dober, se moraš primerjati z drugimi. In slovenske vina so pa bolj namenjene turistom. Tudi našim, normalno, ampak ideja je tudi, želim si vse iz koprske občine, da bojo pri meni prisotni, zaradi tega, ker bi rad, da sem jaz njihova neka podaljšana roka, ne vem, kjer so gor, kje je mogoče s hribov, pa kakšni turisti ne morejo do njih, pa zakaj pač ne bi vseeno imeli dostopa do njihovih vin, no. Direktno na poti iz Križarke. Ja, pač iz Križarke, pa se tudi drugi, ne, se ogromno je tudi slovenskih turistov, recimo, ko v Koper pridejo v soboto zjutraj na kavo. To si že zdaj zaznal? Ja, že zdaj pridejo. Tako da pač zakaj ne bi prišli k meni, probali na vino, te so res dobre, da gremo k njim na obisk, ne. Pač veliko načinov je, mislim, veliko razlogov je, zakaj ima to smisel, no? Ampak sam izbor pa tako, pač zaenkrat imam
samo 122 etiket, plan je do 400 oziroma 500 prijeti, pa skozi bo dinamično. No? Ni mi cilj, da bom imel eno in isto vino 2 leti, 3 leta, 4 leta. Pač, ko ga porabimo, ko se ga naveličam jaz, tudi to je prednost, da jaz želim sam delati in prednost je, da sem pol jaz kupujem vina, ki so meni všeč. Kaj pa po sortah, recimo? To imaš vse od biodinamičnih, oranžnih, roze, v bistvu karkoli imaš vse. Vse, ja. Jaz nimam ni da sem fan katerekoli od teh stvari, pač jaz sem fan dobrega vina in nima veze, ali je narejeno oranžno, ali je narejeno na kakršen koli način, pač sem, da je dobro. In mogoče je to tudi ena stvar, ki me malo moti pri ljudeh, da eni nočejo biodinamike piti zaradi tega, ker misli, da je funky pa nefiltrirano, pa ne vem kaj. Pač sploh ni res, biodinamika nima veze z vinom, biodinamika ima veze s kmetijo pa z ničemer drugim. In tudi zaradi tega, ne vem, ko pridete k meni v poteljko, pač stvari niso zložene po biodinamična vina, tu organska, oranžna, kakorkoli, ampak je samo poceni zložena. Pač brez omejitev, dej popet tam, kaj si lahko privoščiš, pa bomo našla nekaj za tebe. Imamo vse možne stile, pač se pravim, ni point, da mora biti, da sem natural wine shop ali nekaj. Kako pa je s procenti alkohola, da nima? V kakšnem smislu? Ali so tudi neke omejitve, do koliko gre, je lahko dobro vino, če ima veliko procentov alkohola, je lahko dobro, če jih ima zelo malo? Ja, lahko je, lahko. Mislim, jaz sem pil vrhunske Rieslinge, ki imajo 10,5%, pa fantastične avstralske vine, ki imajo 17% alkohola. Pač. Na koncu je, kolikor si dober vinar, kolikor imaš dober vinograd, kolikor imaš dobro letino, pač ti lahko veliko alkohola razviješ, ampak če si imel skozi nek nežen veter, da ti je zadržalo kislino, da je vino še zmeraj sveže, pa super. In kontra, če si imaš pač hladno letino, ampak je bilo sonce, pa se je vseeno sladkor naredil, pač, lej, ni pravila, kaj naredi dobro vino. Kakšna je bila torej recimo lanska letina slovenska? V bistvu, koga vprašaš. Ne? To je tudi ena stvar, ne? Jaz zmeri rečem, vsak zna dobro vino v dobrem letniku narediti, ne? Ampak samo to najboljši znajo po slabem. In jaz sodim zmeri vino po slabih letinah. Če znaš dobro vino takrat narediti, to pomeni, da veš, kaj delaš, zaradi tega, ker znaš vseeno izvleči vse ven. Se da, ne vem, če je prevroče, pač moraš več sence pustiti, pa najti način, kako prevetriti zadeve. Pa če veš, da bo dež, tisti perfekten dan, ko bi rad trgatev imel, moraš narediti odločitev. Ali boš zgoden, ali boš počakal, da se posuši vse spet. Pač, to imajo oni, ki imajo dobro intuicijo, ki imajo dober instinkt, ki dobro poznajo svoje vinograde, znajo narediti. Tako da, ja. Torej ni ravno, da ko včasih tako slišimo, ja, lanska letina, ne vzemi raj predlanski letnik. To je zdaj malo grdo rečeno od mene, ampak dostikrat ga poserjajo vinogradniki. Pa pač, všeč mi je, da so vsaj odkriti v tem, da rečejo, pač, da je ta letnik je boljši. In ja, normalno so letniki, ki so res vrhunski, pa ne vem, 2020 je bil fantastičen. Ampak pač so pa letniki, ki so tako nek vmes in eni so ga vsaj naredili vrhunskega, eni pa pač se ni posrečil. In jaz pravim, jaz se ful ne obremenjujem z podatki tok. Mene zanima samo, kaj v flaši noter. Kaj pa recimo tako, ko imaš degustacije, recimo nekateri si radi privoščijo cigareto ob degustacijah, pa potem spet eni na degustacijah rečejo, ne, uničil si boš svoj okus, eni drugi spet radi nekaj pojejo, pa ne, če boš vzel to hrano, si boš s tem uničil okus. Kako je torej na degustacijah? Res bolje, da samo se držimo različnih ali pač enega vina? Malo je neumnost to. Jaz se spomnim, ko sem jaz hodil na te certifikate, pa te, ko sem delal pa tečaje. In pred enim tečajem sem poslušal enega vrhunskega someljeja, ki je rekel, da preden greš na test, preden greš na to slepo degustacijo, da si ne smeš zopomiti, da ne smeš kave piti, da ne smeš nič zaradi tega, da si ne uničiš. In da moraš sam osvežiti usta z nekim kislim vinom.
in sem ga poslušal. In najslabša degustacija v življenju. Potem, ko sem šel pa na moje najpomembnejše, tisto za en izmed teh zahtevnejših tečajev, in jaz sem 5 minut pred tastingom in cigaret in kavo pil. Najboljši tasting. Pač ni point, kaj delaš tako zraven. Važno je, v kakšnem stanju si ti. Ti se moraš dobro počutiti in boš dobro tastil. Zdaj, ali določene stvari vplivajo na tvoj okus? Absolutno. Cigareti zanimivo ne, pa vsi to pravijo. Kava absolutno lahko vpliva, ampak spet, če si navajen, jaz sem bil zmeraj navajen kavo piti in potem vino piti. In je moja paleta navajena na to, tako da meni to funkcionira. Medtem ko nekomu, ki mogoče mu to ni naravna rutina, ga pa zmedlo. Ne? Pri hrani isto pač food pairing oziroma Katero vino sodi k kateremu? Angleščina mi je še vedno prvi jezik, da se malo matram včasih slovenščino. Pač pri tem absolutno so stvari, ki vplivajo. Ne vem, masna hrana bo vina, ki nimajo dovolj kisline, jih bo malo zadušila. Ne vem, grenka hrana bo naredila vine, ki imajo ogromno taninov, jih bo naredila še bolj grenke. Normalno, da te stvari tudi vplivajo, ne? Ampak na mojih tastingih probamo to mitigirati. No, imeli smo zdaj v soboto en tasting, pa je ena rekel, tam je bil pa full grenki. In jaz si pa gledam, ona pa tam olive na polno. Sem rekel, ok, nekaj slanga pojesti, pa probi še enkrat. Pa je rekel, wow, čist nekaj drugega. Pač so stvari, ki malo vplivajo, no? Ampak ni pa to zdaj. Pa obstaja kakšna, ne vem, zlata pravila, kot recimo zraven pršuta, pa sodi teran in takšne kombinacije? Zlato pravilo je zmeraj, kar raste skupaj, pa še skupaj. Se pravi, če greš v Italijo, kjer imajo paradižnik, veš, da karkoli vina boš tam najdel, gre s paradižnikovo omako lepo skupaj. Pač isto pri nas, ja, normalno, pršut pa teran greste skupaj. Ampak v osnovi najpomembnejše stvari, ko probaš dati skupaj hrano pa pijačo, je, da se zavedaš, kaj so dobre stvari, pa kaj so slabe. In imaš slanost in pa kislina v hrani sta dobra za vino, zaradi tega, ker slanost poudarja okuse, pa čisto kot na sladico morate kdaj dati malo soli na jagode, pa imajo bolj poudarjen okus, ne? Pač isto je pri tem. In pa kislina pač osveži tudi vino. Tako da te dve stvari, karkoli boš zraven dal, bojo poboljšale zadeva. Medtem ko so pa negativne stvari, ki jih moraš pa kontrolirati, se pravi grenkoba, sladkor, pekoče, to so vse stvari, ki so potencialno slabe oziroma bojo potencirale vino. Se pravi, če imaš neko pekočo hrano, pa piješ zraven visoko alkoholno vino, ne boš nič čutil, ti bo zapalilo grlo. Medtem isto, za grenko sem že prej razlagal, za sladko isto. Ogromno napako delamo ljudje pri sladicah, ker ne pijemo sladkega vina zraven. Pač v sladkem moraš ti imeti ekstra sladko vino zraven, da se potem zbalansira. In ljudje ne vejo, ampak ti, če daš ful sladko stvar zraven, ful sladke stvari, bo ta obe se čutile manj sladke, ne pa bolj. In je, ne vem, za sladke vina si ful želim, da bi jih ljudje malo bolj pili, ker so fantastične. Ja, kaj se ti ne zdi, da vsi pijejo sladka vina? Pol sladka. Pol sladka. To je velika razlika. Sladka vina jaz govorim prav desertna vina, ta, ki so sušenega grozdja ali pa s to žlahtno gnilobo narejena. Žlahtno gnilobo? Plesnejo. Gnilobo, se ne vem slovenščini, botrytis. Aha, no, žlahtna plesen je tisto na siru ponavadi, ja? To je tudi na grozdju? Ja, v bistvu, zdaj me bojo lovili naciji slovenski. Botrytis je ena zadeva, ki je pač nobel rod, žlahtna gniloba se reče. V bistvu, kaj se zgodi je, da piči grozdje in dejansko pocuza ven vodo, tekočino in ostane samo še sladkor in pa okus te žlahtne gnilobe, ki ima v bistvu vonje po žajblu, pa po ingverju, pa po takih stvareh. Ampak to se dela namerno? Ali je to bolezen? To je bolezen, ampak na nek način zdrava bolezen. Pač isto kot pri siru. Po pomoti smo odkrili, da je to lahko dobro.
rata. In pač ta botrytis ni na voljo vse posod, ne moreš ga vse posod imeti, mora imeti specifične pogoje, ponavadi mora biti na ravnini, zraven neke reke, ker rabi, mislim, da do 12. ure zjutraj mora biti megla in potem se mora razkaditi, da ni preveč vlažno in tako naprej. Zelo specifični pogoji, ampak zaradi tega vina od tam načeloma so vrhunska. Pomagaj mi razbiti še en mit o vinih. Dostikrat rečemo, če je pa francosko vino ali pa špansko ali pa ne vem, južnoafriško, je pa zagotovo dobro. Ali je to res ponavadi bolj res kot ne? Tako bom rekel. Kar imajo Francozi, Italijani, Španci zelo dobro narejeno, imajo te dezignacije, se pravi, ne vem, če ti piše vas na vino, ne vem, Chablis recimo v Franciji ali pa šampanjec. V teh regijah načeloma je kvaliteta zmeraj visoka. Zaradi tega, ker mora biti. Ker oni imajo toliko striktna ta pravila, recimo šampanjec je ena taka stvar. Šampanjec je zmeraj dober, zaradi tega, ker ga je nemogoče slabega narediti. Ker imaš toliko pravil, toliko ti povejo, kaj vse moraš ti z njim narediti, da če jih ne slediš, da če jih ne moreš slediti, pač ti ne bojo dali imena tega gor. Tako da v tem smislu ja, medtem ko sam zaradi tega, ker je špansko, pa absolutno ne. Je tudi to sranje, lahko rečem to. Lahko. Pardon. Sid Vicious je to že desetletja nazaj prvi rekel na BBC-ju, tako da mislim, da 2025 se lahko privoščiš. Jaz se zelo držim nazaj, drugače danes. Tako da ja, ne, ni nujno, da so druga boljša, ampak pač občudujem pa res to si želim, da bi pri nas bilo malo več teh dezignacij, teh ostrih pravil, ne za vse, za določene stvari, lih to, da je tudi na koncu lažje razumeti potrošnikom. Se je to, kar imamo mi zdaj, če se ne motim, za teran, je že to? Koliko tok, ampak še zmeraj je precej ohlapno. Še celo mislim, da so bolj ohlapno pravila naredili par let nazaj. Mislim, da je prej bil definirana stopnja alkohola, koliko je moglo biti, mislim, da tega ni več. Tako da ja, pač spet malo širimo, se razumem zakaj, ker pač pogoji niso primerni, ampak bolj mogoče je treba razmisliti o nečem drugem. No? Ampak ne vem, se pravim, moja želja je, da bi v vsaki regiji slovenski imeli eno neko tako prepoznavno znamko, kot imajo Francozi pač vse posod, ali pa Španci ali pa Italijani, zaradi tega, ker bi nas bilo lažje razložiti. Pač, jaz sem se v Angliji večinoma v vinu učil in pač na živce mi je šlo, ker vse te mogočne knjige, dolge 500-600 strani, pa ena stran v Sloveniji. In še to omenijo cvički, ker je pač edina stvar, ki je dejansko dezignirana na nek način, oziroma na tak način, kot imajo to drugi narejeni. In mi je škoda. Pač rad bi vedel, dajte se povezati Slovenci, dajte se zmeniti, ne vem, v Goriških brdih za eno briško rebulo, pa se zmenite za stil. Pa naj bo, vi imate lahko 30 svojih vin, ampak eno naj bo tako, ki je skupno, ki ga vsi delate na podoben stil, zato da neko identiteto razvijamo, zato da se lahko razloži, kaj je Slovenija. Zdaj, če hočeš nekomu razložiti, kaj je Slovenija, ja. Imamo eno divjo šmarnico. Mislim, ja, pač gremo na robno smer, pač to imamo fantastična vina, pa premalo se govori o njih, samo zaradi tega, ki jih je težko razumeti. Malo sem, pa nisem čist narejen za to, da moramo olajšati ljudem življenje, ampak malo pa lahko stopimo v zdraven, no? Pa nekako pomagamo ljudem razumeti našo lepo državcev. Ki pa je dobra za vino, torej praviš? Ja, fantastično. Mislim, tudi tako na svetovnem nivoju. Bi lahko bila, ja. Pač manjka nam mogoče res konsistentnost, na splošno gledano je ogromno vinarjev pri nas, ki delajo super vina vsako leto. Pa ja, mogoče malo prevečkrat imamo, ne vem, prevečkrat nas kupijo zaradi tega, da smo Slovenci. Jaz se spomnim pač v Londonu, ko je bilo moderno dodajati nove regije in so pač rekli, rabim enega Slovenca. Pa jim ni bilo niti važno, kakšno vino je bilo, važno je bilo, da jim je cenovno pasalo v njihov portfelj, da bojo to lahko sedejo prodali. Pa so pol naši mogoče včasih malo narobe razumeli, da je to pomeni, da so ful cenjena pač so, ampak ne
ne na takem nivoju, kot jaz mislim, da si zaslužimo. No? Mislim, da imamo mesto mi med 15 najbolj pomembnimi državami na svetu v vinu. Je kaj pa to, da imamo tako malo produkcijo, ker eni pravijo, da je ravno to tisti problem, ko si, primer, ne vem, neka velika Michelinova restauracija pač vzame neko vino, to se vzame, koliko ste jih recimo v skeču imeli, tako po enega vina, koliko v steklenic? 6 flaš. A, 6. Torej, Pač to je tak beden izgovor, res. Tega slišim non-stop o produkciji. Mislim, zakaj nimamo mi dovolj produkcije? Zato, ker pošiljamo vse na Kitajsko, ker Kitajci vse kupijo. Pač ne, če hočeš, da se o našem vinu govori, ga pošlji tam, ko je pomembno, v Napa Valley, v Ameriko, v Pariz, pa v London. To so države, to so trgi, ki govorijo naprej. In dovolj imamo produkcije. Ogromno vinarjev v Sloveniji dela 50-60 flaš, kar je več kot dovolj za biti prepoznaven. In ja, pač Michelinke ni, se pravim, mi smo imeli 1300 etiket, pa prodali smo 30 flaš na dan, od tega jih je bilo 10 takih klasičnih, ostalo pa pač ena izmed teh 1300. Tako da si ti teh 6 flaš enega vina prodal, je trajalo mesece in mesece in mesece. Tako da ni to tak problem, ko pravijo. Kje pa recimo danes spoznavaš nova vina? Še vedno hodiš torej v London, Pariz, kot si omenil, Napa Valley, ali imaš druge vire zdaj? Ne, mislim, zdaj mi je itak cilj, se pravim, bolj Slovenijo še spoznavati. Priznam, da sem res šibek tukaj in pač ne maram biti šibek nikjer. Zato se tukaj najbolj posvečam. Tudi Koper, pač sram me je, da premalo Koper poznam. Tako da trenutni fokus je bolj na to. Pa na Hrvaško sem recimo dost tam poskuševal. To pa, ne vem, jaz še zmeri dost preko raziskav, preko branja sem v stiku s svetom na tem načinu, da malo pač so določeni te pisci, ki jih malo sledim, pa ki sem jim zmeri zaupal, ker jih je ogromno, ki jim ni vsem zaupati, ampak ene par jim pa je zaupam in jih pač spremljam, da vidim, da je noga odkrijejo in pač naletim na to flašo ali pa pač moj cilj je tudi uvažati vina, ko bo čas za to in si pač sam beležim v beležko, kaj še dodati. Torej tudi hrvaška vina. Sama moram priznati, da sem imela precej slabe izkušnje s hrvaškimi vini. Kako je recimo, je tam predvsem, ne vem, kje so tista znana vina, bolj na otokih? Se sploh ukvarjajo toliko s tem, ker ponekod mogoče ni tako primerno podnebje? Mislim, ni primerno. V Južni Afriki je vino, pa v Avstraliji pa so bolj vroče, ali pa v Mendozi je puščava, pa raste vino tam. Tako da treba je najti pač prave sorte. Kar se Hrvatov tiče, imajo ene par zelo zanimivih stvari. Se nam približujejo, bom rekel tako, verjetno nas bojo na turističnem smislu še prehiteli. Ampak Istra absolutno je verjetno najbolj prepoznavna, je tudi največ vin tukaj, nekaj maga je tudi v Dalmaciji, pa tam okoli Jastrebarskega delajo zelo dobre penine, pri Tomacih recimo, tudi gor Slavonija, Kutjevo je ena izmed bolj znanih, ampak pač za moje pojme, da je, jaz mislim, da bomo trenutno kvaliteto še vedno mi boljšo, tudi prestiž na nek način, ampak ker imamo tudi možnost za boljše sorte, ampak bi znala Istra nas dohiteti in prehiteti, če ne bomo se zganili. Po mojem. Pa recimo se trenutno, vsaj pri tebi, no vsaj koliko časa si zdaj odprt? Nekaj mesecev, 2? En mesec En mesec. in en teden. En mesec in en teden, čestitke. Se mogoče zaenkrat kažejo te trendi, veliko poslušamo o tem, kako recimo sploh, no, mlajše generacije mogoče tudi nimajo zaenkrat še toliko kupne moči, ampak kot da se trendi malo preobračajo v tiste pijače z nižjim alkoholom, se to tudi pri vinu kaže? Ne, mislim, saj jaz ne bi opazil, tudi v Ljubljani, ko smo delali, ni to bila neka ni bilo opaziti, no, da bi šlo v to smer. Pač ja, je povpraševanje po brezalkoholnih koktejlih bilo,
tukaj ne, pač se vidi, vinske trgovine, niti noben ne praska. Ampak ne bi rekel. Bolj bi rekel, da mogoče bolj proti gor gre. Ali pa nekje vmesno, ne vem. Ne bi rekel, da je to trendno. Tudi ne vidim razloga, zakaj bi bil pač. Vino itak ni namenjeno za to, da se ga napijamo. Vino je dodatek, vino je hrana. In treba ga je uživati ob hrani in v mejah normale in potem ni nobenega problema. Tiste 2% ne bo nobenem naredilo razlike. No. Kakšen greh pa se ti zdi špricer? Super. Ja, Ja, pač jaz imam na jadranju zmeri špricerje, točem. Se pravi, vsaka stvar je za svojo priložnost. Na jadranju pač ne bom pil 600 evrov vredne flaše Chassagne Montrachet. Bom pil špricer, ker pač je osvežilen in hočem. In če sem skipper, verjetno ne smem nekaj veliko piti, tako in rabiš nekako razbiti to. Ni greh, absolutno ne. Spomnim se tudi v skeču tistem v Mišlinki, en gospod je naročil je pil s tema damama in je naročil 500 evrov vredno burgundica in je prosil me za flaško mineralne vode. Pa je rekel, samo obrni se. In si je pač naredil špricer z takim dragim vinom. Pač lej, tvoj denar, če ti pi, kak te paše. So pravila, pač jaz si želim, da bi se ljudje naučili, kako maksimizirati užitek vina in ne vem, kako pravilno držati kozarce, kako natočiti, da se zmeri dekantira in tako naprej, zaradi tega, da znajo te stvari ceniti. To pa ne pomeni, da moraš to zmeri delati. Pač najdi svoj ritual, svoj način, kako boš užival v tem. Dekantira, torej da... Dekantirati pomeni torej, da dobesedno to pomeni prestaviti iz ene škatle v drugo škatlo, ampak v vinu to govorimo, da se pretoči v ta dekanter oziroma v vrč. In ideja je, da se pač prezrači vino. Jaz imam tle malo kontroverzno mišljenje. Jaz dekantiram namreč vse. In belo in rdeče in penine in vse in me vsi začudijo. Tudi penine? In recimo za penine me vsi zelo čudno pogledajo. Pač ja, normalno moraš biti ful nežen, ampak moje mišljenje je, tako kot sem že prej rekel, vino je kot človek in vino je zaprto v eni buteljki noter. Švica, smrdi. Pač moraš mu dati luft, moraš mu dati zrak, da se prebudi, da se ti lahko pokaže v polni lepoti svoji. Pač zakaj, če ga nameravaš takoj piti, pretoži ga v en dekanter, pa bo tvoj užitek veliko večji. Tudi na tastingih jaz dostikrat dam ljudem 2 kozarca, enega zraven drugega, eno je isto vino, z iste flaše, samo en je dekantiran, en pa ni. Pa vsi nikoli ne poštudirajo, da je to isto vino. Ker je pač taka različna. Se pravi, tudi iz flaše ga daš v z flaše v vrč. dekanter, v vrč in potem iz vrča v kozarc nazaj. Kaj pa če recimo, tako ne vem, imamo družbo pri sebi, damo preveč vina v dekanter in potem gre družba domov, nam postane vino v dekanterju. Nazaj v flašo. Nazaj v flašo, pa čep nazaj v hladilnik. Zelo pomembno je tudi rdeča vina, če je odprto, dajte v hladilnik, zaradi tega, ker hlad zadrži, upočasni, kako kisik prihaja noter. Pač pri vinu se bojimo kisika. Kisik povzroča naslednjo stopnjo fermentacije pri vinu, ki jo bo spremenil v kis. In ti hočeš to ustaviti, kar se da. In več kisika pride v stik z vinom, manj zdaj te bo zdržalo. Se pravi, če imaš ti polno flašo, pa si en kozarc pil, ta flaša veliko dlje zdržala, kot pa če si 3 kozarce spil, ker je veliko več kisika noter. Ne? Koliko časa pa potem recimo zdrži v hladilniku, kdaj bi bilo smiselno ga vseeno zavreči? Tako, belo vino 4 dni max, pa že to je dosti rdečo, kakšen dan več, ampak spet se vračam nazaj na to, odvisno je spet kakšno je vino. Če je cvičk, ki nima nekih taninov, ki nima nekega alkohola, ki nima nič, kar ga ščiti, bo manj časa zdržal kot pa nek močen, ne vem, širaz ali pa cabernet ali pa karkoli,
ki imata tanine, ki imata alkohole, ki ga ščitijo. No. Tudi oranžna vina bodo dlje zdržala kot bela vina, ker pač imajo antioksidante noter, ki pomagajo pri tem. Pa spet količina, pač ogromno je teh malih detajlov, ki pa vplivajo, no? Ampak vsako namero ne držati vina predolgo. Ampak to nam boš zagotovo povedal, če pridemo v buteljko in naročimo enega od vin, kaj ne? Primač, ja. Pač, se pravi, jaz si želim, da se ljudje pri meni naučijo, da na zabaven način, pa da kaj odnesejo tega. Saj, degustacije imaš javne ali zaprte sorte? Ne naročilo, ampak predvsem zaradi tega, da jaz lahko pripravim en narezek še zraven, pa to, da nas ne motijo potem drugi, pač da bi kakšni gosti noter prišli, potem nam moti koncentracijo, pa ni prava pozornost. In raj imam, da se naročimo. Bom tudi, mesec pa malo sem šele odprt, še ogromno stvari ne vem. Še veliko se moram naučiti, še veliko se moram prilagoditi, ampak zaenkrat je to tako. Kako pa zaenkrat je? Zaenkrat fajn, pač ok, še vedno je januar, februar, niso to zdaj neki ogromni, ampak prihajajo, ljudje me najdejo, eni po pomoti, eni na lašč. Tako da zaenkrat pozitivno, upamo, da bo tako še naprej. Torej, koliko si že, to je Kidričeva neka majhna številka? 37. 37, torej gre v tisto smer številke. Tako, 50 metrov nižje od tle. Malo nad taverno, v bistvu, če tako rečeva. Tako. Od taverne proti Titovem trgu ne morete zgrešiti, imam novo lepo tablo. Super. Ja, velja, lepa hvala, se oglasimo še kaj in hvala, da si se tudi ti oglasil pri nas. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, če ste mogoče zamudili kakšno podrobnost brez skrbi na YouTube kanalu, pravzaprav Megafon TV, najdete tega in pa tudi vse ostale pogovore. Do prihodnjič, lepo se imejte in se vidimo.